Kako do popolnega spletnega nastopa in prodaje. To nam bosta danes zaupala Miha in Matej z Popolne postave. Dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes v oddaji gostim dva postavna fanta. Živijo Miha in Matej. Se pravi, z nami sta Miha Geršič in Matej Bešter iz Popolne postave, ki večina od vas verjetno pozna bolj Mihata, zaradi tega, ker si obraz Popolne postave. Ampak Popolna postava je veliko več kot to in za celotno to mašinerijo Popolne postave stoji celotna ekipa marketinških strokovnjakov, svetovalcev za zdravo prehranjevanje, potem strokovnjakov z področja medicine in verjetno sem še kaj pozabil. One dva sta tudi soustanovitelja Popolne postave, dva od treh, tretji je pa Jako Žukovec, če se ne motim. Super. Tako da bi za začetek kar povedala, kaj je pravzaprav Popolna postava. V bistvu Popolna postava je načeloma precej več, kot si večina predstavlja. Mi smo na samem začetku opazili, da obstaja ogromno nekih portalov oziroma spletnih strani, na katerih se pojavljajo različne informacije. Nekateri so pokrivali zdravo prehrano, drugi treninge, spet tretji motivacijo, ampak kljub vsem tem informacijam oziroma nasvetom pa ni bilo neke celote. Ljudje so bili še vedno zmedeni, niso poznali pravega načina, kako vse te nasvete vpeljati v svoje življenje oziroma v svoj vsakdan, niso poznali tistih pravih informacij in dejansko smo tukaj videli priložnost, da s pomočjo našega znanja in želje po stalnem učenju ljudem ponudimo točno to rešitev. Ker v bistvu prepričani smo, da vsak posameznik, pa ni važno, s čim se ukvarja, svoj potencial lahko izkoristi samo, če se pač v svojem telesu počuti super, ima ogromno energije, se lahko pohvali zdravo mero samozavesti in v svojem življenju uživa. In da mu to oziroma ji to uspe, je v bistvu zdrav življenjski slog ena osnova. Super. Da se pa pravzaprav začela? V bistvu začel se pred približno 5 leti. Takrat je v bistvu Matej izpostavil to idejo in vsi skupaj smo videli, da dejansko je možnost, da skupnosti damo tisto, kar potrebuje, in v bistvu se je vse skupaj izkazalo kot dobra poteza. Super. In na koliko trgih ste zdaj prisotni, pa koliko imate zaposlenih po 5 letih? V bistvu zanimivo je bilo to, da se je ta težava pojavljala tudi v drugih državah, zato smo za začetek potipali hrvaški trg, dobili dober feedback in zgodbo razširili še v Italijo, Nemčijo, pred kratkim tudi Francijo. V naslednjem mesecu pa v bistvu napadamo še Španijo, tako da jasno, potem se ekipa začne širiti. Trenutno je v ekipi Popolne postave 17 posameznikov oziroma 17 članov. Ampak kot kaže, bomo potrebovali še več pomoči. Še več marketinških strokovnjakov. Tako je. Cool. Če pa zdaj gremo malo bolj na začetek. Se pravi, 5 let nazaj se začel, danes vas je 17, koliko trgov smo ugotovili? 4, 5 trgov. Ampak dajmo iti postopoma in kako se je vse skupaj začelo. Matej je imel na začetku to idejo, je zbral ekipo. Kaj je bil tisti vaš prvi produkt? Kaj ste naprej naredili? Ja, naš prvi produkt je bil program za hujšanje, formula Popolne postave, ampak začeli se je v resnici še pred tem. Ker mi smo začeli v resnici s content marketingom. Mi smo najprej začeli s portalom, na katerem smo delili nasvete o prehrani, o treningu, o hujšanju, o dobrem počutju, o motivaciji. In v bistvu prve pol leta smo samo gradili neko bazo na social mediji, na e-mailu in nek community. Se pravi, nič niste prodajali? Ne, nismo, ker tudi ni bil to še full-time projekt za nobenega od nas. Smo se to lotili part-time, tudi iz tega vidika, da smo stvari malo testirali, bo to trg sprejel in kako. In potem smo čez pol leta naredili prvi program, to je za hujšanje, to je bilo formula Popolne postave in to potem začeli tržati. Eno umestno vprašanje. Koliko ste imeli do tistega trenutka, če se morda spomnite, veliko to bazo, pa koliko ljudi je zahajalo na vaš portal? Da malo naši gledalci, poslušalci dobijo ta občutek, kdaj pa ne vem, ker vedno, vi ste zelo dobro, bi jaz rekel, začela, ne?
In kdaj je bil tisti pravi moment, da ste pa začeli prodajati? Koliko je bilo ta baza, če se morda spomnite? Približno, čez palec? Ne veliko, no, mogoče par tisoč. Takrat je bil glaven e-mail pa Facebook, ker takrat se je na Facebooku dalo še zelo veliko narediti z organskim dosegom. Ampak to so bile številke mogoče par tisoč, ne spomnim se zdaj točno, lahko bi pogledal, ne vem iz glave. Ampak, ko smo mi dali program ven, moram reči, da od tistega dneva naprej smo v bistvu, bom rekel, bili profitabilni in smo lahko zgodbo naprej peljali. Se pravi, takrat, ko ste lansirali, ste takoj imeli toliko prodaje, da ste break-even, se pravi, da ste bili profitabilni. Ja, ampak to je bilo 2014, se mi zdi. Ja. Ne, oziroma, zdaj ne vem točno, ampak mi smo potem, mislim, da še en let rabili, da smo potem začeli mi trije delati full time na temu. Prvo let še nismo, potem se je pa zgodba v bistvu zares začela, no smo full time začeli delati na temu. Ok, in tukaj moje vprašanje, kdaj ste res spoznali, ok, iz tega se pa res lahko naredi biznis? Takrat, ko ste se vsi trije odločili, ok, zdaj se bomo pa zapustili, pa full time temu posvetili, ali že kaj pred tem? Meni se zdi, da je tukaj ključno to, da se to odločiš takrat, ko imaš neko konsistentno prodajo. Ker zelo veliko vidimo danes osebnih trenerjev, ki dajo ven recimo svoje programe, veliko influencerjev dajo ven svoje programe in to se recimo na začetku zelo dobro prodaja, prvi teden, prvi mesec, pa ni, ker ne vem, nimajo idej, kako to prodati, kako spromovirati. In ti moraš biti pa, če imaš podjetje, moraš imeti neko konsistentno prodajo, če ne moraš plačati zaposlenih, ne moraš financirati stvari. In moraš biti vedno skozi aktiven v marketinških aktivnostih, da se stvar pelje naprej. Vi ste, bi rekel, tudi marketinški pristop malo drugače zapeljali. In sicer niste brand popolna postava, da bi bilo to na široko, ampak ste Mihata postavili za obraz te blagovne znamke. Zakaj ste se odločili za ta pristop? Ste se počem zgledovali ali je to bila čisto neka strateška odločitev, če malo to razložite? V bistvu s to idejo, oziroma to idejo, da bi se zadeve lotili nekoliko drugače, to idejo Matej že na začetku tako izpostavil. Predvsem pa zato, ker gre za tako področje, na katerem se nam zdi še bolj pomembno, da se dejansko varovanci, varovanke z osebo oziroma s portalom na drugi strani povežejo. Ker govorimo o zdravem življenjskem slogu, lahko pomagamo samo v primeru, če so ljudje z nami iskreni. In je bistveno lažje to doseči, če lahko zaupajo osebi, da vidijo nek obraz, je konstantna komunikacija, kot pa da je to samo nek portal. In v bistvu mogoče en tak nasvet vsem, če se ukvarjajo s področjem, kjer bi se to dalo izpostaviti oziroma narediti, bi bilo to, vsaj po mojem mnenju, bi bila to zelo dobra poteza. In tudi vse skupaj za sabo to potegne, kar se tiče priprave vsebin, izpostavljanja prepoznavnosti in tako naprej. Se pa pred kratkim, če se ne motim, tudi naredili program Popolna bejba, kjer pa nastopa nisi ti, ker nisi bejba, ampak kako je Tamara? Tamara Simovič. Kako ste pa do tega prehoda, zdaj rečemo po 4-5 letih prišli, da tudi neko drugo osebo, s katero ljudje niso povezani, kako zdaj to združujete pri celotnem nastopu? V bistvu velik poudarek damo na povratne informacije naše skupnosti in v bistvu opazili smo, da je neka želja, da se pripravi program v tej smeri in v bistvu takoj smo začeli razmišljati, katera oseba je tista, s katero se potencialne varovanke lahko poistovetijo. In v bistvu s Tamaro smo prišli skupaj, predvsem zato, ker nam je bil všeč način njenega dela. Ona je že v bistvu prej pripravila ogromno kvalitetnih vsebin, imela je dober odziv. In kot se je izkazalo, je bila to super poteza. In v bistvu tudi za naprej imamo želje, ker govorimo o celostni sliki, da bi k projektu privabili ostale strokovnjake, s katerimi bi se spet lahko ljudje poistovetili in da bi lahko ti strokovnjaki ponudili informacije z točno določenega področja. Ampak hkrati si se pa tudi ti pojavljal v celotni tej komunikaciji, pa v videih s Tamaro skupaj. Ja, to pa predvsem zato se nam zdi smiselno, da nekako še vedno je ta povezava, ker v teh letih smo nekako zgradili skupnost, ki nam zaupa in je bistveno bolj smiselno, da se tega lotimo na ta način,
kot pa da preprosto izpostavimo samo eno osebo. In tudi na dolgi rok je želja zgraditi ekipo popolne postave, ki se bo pripravljena izpostaviti in deliti pač na svete. Super. Tako kot je Matej že omenil, začeli ste predvsem delati na vsebinskem marketingu, pa veliko ste vključevali tudi video. A ne? Kako ste do tega prišli, do tega pristopa, da je bila to ključna poteza, da gradite blagovno znamko v tej smeri? Pa če se ne motim, ste od vsega začetka res ful delali na video vsebinah. Ja, kot je že Miha večkrat omenil, smo se mogli večkrat drugače pozicionirati, kot mogoče ostali. Okay. Tudi recimo v naši industriji ali pa v naši niši, recimo zdravje, hujšanje, pa tako, je zelo veliko enih nategov in so potem ljudje bolj skeptični, kot mogoče v drugih industrijah. In če si ti pripravljen se izpostaviti in deliti svoje znanje na videu, se ljudje tako še veliko bolj povežejo in ti veliko bolj zaupajo. Se pravi, takrat, ko ste se vi tega lotili, ni bilo takšnega pristopa na slovenskem trgu? Jaz mislim, da ne, saj na takem obsegu sigurno ne. Tako da ja, v bistvu to je bila, se mi zdi, tle sem jaz videl priložnost, da mi pridemo ven z nekim osebnim brandom, če tako rečem, ker sem to v tujini videl, da se to zelo dogaja, pri nas pa to še ni bilo. Cool. Kako si se pa Miha ti znajdel pred kamero? Verjetno si takrat tudi prvič začel nastopati pred kamero ali si tudi že kaj prej? Ne, v bistvu na začetku je bilo zelo zabavno, zato ker smo mi dolgo časa porabili za razne sestanke pa srečanja pa tako naprej. Ja. Ampak pol je praktično padla odločitev, postavil se je datum, ok, takrat rabimo imeti prvi video. In jasno, jaz tega pač nikoli prej nisem počel. Tako da, kot za vsak začetek, precej smeha, ampak opazili smo, da tisto, kar naredi na dolgi rok razliko, je pač praksa. To je mogoče tudi še ena taka informacija oziroma nasvet vsem. V zadnjem času opažam, da ogromno ljudi raziskuje, pa študira, pa išče neke nasvete z različnih področij, ni važno, da zdaj govorimo o spletnem marketingu, kako zgraditi biznis, ampak pozabljajo pa na to, da bo treba čim prej te informacije dejansko spraviti v akcijo, če lahko tako rečemo, in potem stvari prilagajati. Če se bomo samo učili, hitro pademo v nek krog in ni tistega pravega napredka. Se pravi, praviš preveč premišljevanja, pa premalo akcije, premalo prakse. V bistvu treba se tudi takih stvari lotiti strateško. Ok, dobimo neko znanje, dajmo ga zdaj probati upeljati v prakso, pogledati, kaj to pomeni za naš projekt in potem iti od tam naprej. Če se samo lovimo v nekih člankih, knjigah, videih, se lahko hitro zaciklamo. Ampak vseeno te, ki nas poslušajo, gledajo, kaj bi ti rekel z področja videa? Bil si popoln začetnik, ne? Ja. Kjer mu na svetu pa naj sledijo gledalci za nastop pred kamero? Kaj je tista tvoja taktika ali pa neka, kako se temu reče, paličica? Ne? Mogoče v bistvu to, da kamero vzamejo kot svojega najboljšega prijatelja in probajo vse skupaj zapeljati na neko komunikacijo. Ne samo na podajanje informacij, ampak v bistvu na način, kot bi se pač z nekom dejansko pogovarjal. Ker v bistvu ta pristnost potem tudi pripelje do tega, da pridejo povratne informacije, da ljudje začnejo spraševati, si bolj, se pravi, odprt za te stvari in ni tako zelo uradno. Cool. Ok, vsebinski marketing in video, s tem ste začeli. Pa ful temu posvečate pozornost. Koliko pa vpeljujete samo oglaševanje, se pravi spletno oglaševanje? Ga izkoriščate ali res delate samo na vsebinskem marketingu? Ne, veliko delamo tudi z oglaševanjem, ker se mi zdi, da ta prav scale, ta prav rast pride z oglaševanjem. In tudi recimo, če imaš ti dober content marketing, je oglaševanje lahko samo bencin na ogenj. Okay. In kje taktike tukaj uporabljate? Za oglaševanje ali? Za oglaševanje, ja, specifično. Se pravi, ok, pridejo ljudje na stran, verjetno preko ogromno nekih vsebin, ki jih imate, verjetno tudi zelo dober ključne besede analizirate, da preko organskega dosega, preko Googla, tako ljudje pridejo do strani, ampak ok, enkrat, ko se spoznajo z vašo blagovno znamko, ne, če sem dojel, pa me popravi, če se motim, potem prilivate bencin na ta ogenj, ali kako se izrazil. Kaj so te taktike, ki potem poskušate tiste vaše izdelke, ki jih imate na strani, prodati? Ja, eno je to, da mi vsak teden objavljamo nove vsebine, nove nasvete. Eno je to, da to oglašujemo
in potem iz tega, ko ljudje pridejo na stran, lahko delaš remarketing za svoje izdelke. Recimo, vse je logično. Če nek članek govori o prehrani, boš retargetiral recimo neke jedilnike, če članek govori o vadbi, boš retargetiral neko vadbo. Logično. Potem pa tudi čisto oglaševanje direktno na prodajne strani. Je pa za nas Facebook seveda najbolj aktualen, za večino ljudi zdaj trenutno, sploh če so v e-commerceu, odvisno kaj prodajajo, odvisno kakšen je biznis. Kaj pa Instagram? Ker Instagram je tudi vedno bolj popularen. Ja, v bistvu Instagram tudi, jaz rečem Facebook, ker je v bistvu Facebook Ads, je vse v isti platformi in itak, ja, tudi Instagram oglaševanje. Ja. Ampak se ne fokusiramo zdaj specifično na Instagram oglaševanje, ampak kar oboje naenkrat nekako delamo. No. Cool. Okay, če gremo pa še malo naprej od tega marketinga, kaj bi pa rekla, da za sam spletni nastop oziroma prodajo vaših produktov? Kje so tiste taktike, ki res dobro učinkujejo? Lahko na vašem primeru, lahko na splošno. Kaj se je pri vam za tako res učinkovito izkazalo? Meni se zdi ključno, če zdaj mečkam posplošimo vse skupaj, meni se zdi ključno, da imaš neko celostno marketinško prodajno strategijo. Ker recimo, če se zdaj obrnemo nazaj na content marketing, se mi zdi, da določene podjetja to dobro delajo, pa ne izkoriščajo čisto potem distribucije. Primer, mi dva dava ven nek članek, damo nek video, kaj potem naredi za distribucijo tega? Ti si ful enega časa vložil v content, kaj zdaj? Da to samo leži na tvojem blogu, ne bo nobenemu koristilo. Zato se je treba tukaj pogledati, kaj to lahko vse izkoristimo. Članek oziroma content mora biti za SEO optimiziran, potem na YouTube mora stvariti, ker je YouTube drugi največji search platforma. Potem seveda na socialna omrežja, kjer je to najbolj aktualno za podjetje, za nekatere bo to Facebook, za nekatere bo to Twitter, LinkedIn, karkoli. Za nas je to, v našem primeru je to seveda Facebook pa Instagram. In pa potem, da to vsebino še oglašuješ. Ker jasno, ne moreš pričakovati, da bo prodaja direktno mogoče iz tega content marketinga, v večini primerih ne bo, ampak ti skozi to gradiš nek relationship, nek odnos s stranko, pridobiš zaupanje, pridobiš avtoriteto, stranka potem pride na stran, lahko poklikaš kakšne druge strani, klikne na sales page, mogoče kup, mogoče se prijavi na novičke in tako. Ja. Cool. Se pravi, ko ste pa slovenski trg res pokrili skoraj do tistega maksimuma, je bila pa nekako logična odločitev tudi, da greste v tujino. Kako ste se tega lotili, oziroma še bolj specifično, kaj so bili tisti izzivi, če primerjate nastop na slovenskem trgu s tem portalom in s tujino? Kaj so bili tisti izzivi, s katerimi ste se spopadali ob vstopu na te nove trge? Ja, največji izziv, bi rekel, je bil to, da je konkurenca veliko večja v tujini. To pa se mi zdi, da mi smo v Sloveniji res naredili to dobro potezo, ker je bil Miha vedno v ospredju z videokomunikacijo. V tujini to zdaj nismo mogli narediti, zaradi jezika seveda. In se je to najbolj poznalo recimo pri samem odnosu s strankami. V Sloveniji imamo veliko bolj engaging community, če temu tako rečem, ki nam sledi kot tujini. Delno bi rekel zaradi konkurence, ker je več strokovnjakov, ker so seveda večji trgi, in pa drugo glede same komunikacije. Pa razmišljate, če se ne motim, zdaj te vsebine prvič prevajate, kar se pa videa tiče, je pa voice over, ne? Ja, določene vsebine ima voice over, določene pa ni video, tako da delno. Glede na ta izziv, tudi razmišljate, da bi se s kom povezali na tujem trgu, da bo content oziroma bo content, kot ga Miha za Slovenijo delal na tujem trgu, ali boste šli mimo tega? Mislim, kako tukaj razmišljate? Ja, to je v planu že nekaj časa, ampak je kar dosti strateška odločitev, ker ne iščemo samo nekih, bom rekel, mikroinfluencerjev, da zdaj naredijo en post, dva posta, ampak je to že neka bolj strateška, dolgoročno sodelovanje. In zdaj je v bistvu zadnji čas, da se to lotimo. Tako da zdaj bomo to bolj aktivno začeli na tem delati, da tudi v tujini dobimo
par ekspertov, enega, dva, tri in začnemo na podoben način delati kot v Sloveniji, tudi z video vsebino, ker se tako najbolj svoj brand lahko predstaviš in povežeš z tvojo ciljno publiko. Če se ne motim, smo midva tudi enkrat govorila, ne, da ste imeli na italijanskem trgu en tak dosti velik logistični izziv, ker se razlikuje glede plačil, ne, če se ne motim, plačila po vzetju pa to. Se pravi, ko enkrat vstopiš na tuj trg, so tudi taki izzivi, a ne, na katere naletiš. Ali lahko čistko, a veš, tukaj za naše gledalce, poslušalce, malo to razložiš, na kaj vse naj bodo pripravljeni. Se pravi, zdaj smo malo marketing pokrili, kaj pa še tako bolj z vidika samega posla. Kakšne so tiste prepreke, na katere lahko naletiš? Ja, to, kar sva rekla za marketing, je bilo bolj specifično za nas, a ne to, kar bomo pa zdaj rekli, pa v bistvu za vsa podjetja, ker se vidim, da se tudi pač vsi s temi problemi dajejo. In Evropa je načeloma zelo razdrobljena, a ne, tako da imaš ponavadi, recimo primer logistične službe, si ponavadi v kontaktu z vsako posamezno, za vsako državo, seveda, če hočeš imeti najbolj ugodne cene. Drugo je pa tudi plačilne metode, da so recimo po Evropi precej različne. Recimo v Nemčiji rabiš imeti, ne vem, nekih 4-5, Francija so samo kreditne kartice lahko ali PayPal. Tako, različno je po vseh državah v Evropi glede plačilnih sredstev. In moraš dobro analizo narediti, da si pol pripravljen, kako vstopati na tuj trg, verjetno. Ali se pa učiti na nekih napakah, ki jih narediš? Ja, če dam na svet, je najlažje mogoče pogledati playerje, ki so že ustaljeni na teh trgih. Tudi par slovenskih podjetij zelo dobro delajo v tujini in pogledaš, kako delajo oni, katere plačilne metode imajo, katere kurirje uporabljajo in pač tako začneš in se potem učiš. Super. Mogoče še ena stvar, ko smo ravno tukaj. Precej težav smo na začetku imeli, kar se tiče prevodov. Tako da tukaj bi predlagali, da naj bodo pač posamezniki zelo pozorni, ker ko vstopiš na tuj trg, pač v bistvu jezik ni res perfekten, lahko hitro izgubiš neko zaupanje. Mi smo recimo na hrvaškem trgu imeli tak primer, ko se je stvar čisto narobe prevedla, tek kot aktivnost, pa tek kot apetit, in je bila pač konkretna zmeda in iz te napake smo se naučili, da dejansko agencije za nas odpadejo, potrebujemo posameznike, ki res obvladajo jezik, da nam lahko pomagajo. Super. In kakšni so izzivi za prihodnost? V bistvu opazili smo, da je stvar precej širša, kot smo si na začetku predstavljali. Predvsem zato, ker smo v zadnjem času začeli opažati, da ta zdrav življenjski slog, da je v močni povezavi tudi s čustvi. Tako da bi to zgodbo radi nekako prepletali tudi s tem področjem, da najdemo tiste razloge, zakaj posamezniki kljub močni želji ne uspejo spremeniti življenjskega sloga in v bistvu, da s temi informacijami še izboljšamo odstotek tistih, ki jim uspe pač doseči zastavljen cilj in da na tej poti čim dlje časa vztrajajo. Potem je pa še v bistvu ogromno nekih idej, kar se tiče svežih programov in izdelkov, ki bodo tudi reševale marsikakšno težavo. Se pravi na koncu, da pokrijete celo Evropo, da se celotna Evropa giblje po nasvetih popolne postave in prehranjuje. Tako, je pa v bistvu cilj, da se dotaknemo milijona posameznikov. Ne govorimo samo o uspešnih preobrazbah, govorimo o kakršnihkoli spremembah, zaradi katerih pa se ljudje počutijo boljši in praktično uživajo v svojem življenju. Super. Odlično, fanta. Želim vama in celotnemu podjetju veliko uspeha. Hvala lepa. Morda za konec, kje lahko podjetja vaju oziroma popolno postavo kontaktirajo? Ok, v bistvu najlažje bo, če kar direktno preko Facebooka oziroma Instagrama, popolna postava, posredujte sporočila, pa bomo z veseljem potem najdeli prave odgovore. Odlično. Super, ful hvala, ker ste se oglasila, da ste bila gosta te oddaje. Če imaš ti še kakšno vprašanje, ga zapiši spodaj v komentar, bomo z veseljem nam odgovorili, oziroma kar Miha ali Matej ali kdo drug iz vaše ekipe, tako da napiše spodaj komentar in se mi gledamo, poslušamo ponovno prihodnjič. Se vidimo. Čau. Čau. Why?